V prejšnji oddaji smo predstavili nepozabni rožni vrt naše strokovnjakinje za vrtnice Brede Čopi. Vrt obdaja domačijo v Cizli na robu Krasa. Danes pa bomo vstopili v to čudovito obnovljeno kamnito hišo, namenjeno preživljanju prostega časa gospe Čopi in njene sestrične, ki je lastnica posesti in živi v Avstraliji. Hišo je po naročilu sestrične iskala Breda Čopi in jo našla leta 2008. 2 leti pozneje pa je bila obnova zaključena. Takrat se je gospa Čopi posvetila vrtu in ustvarila zbirko vrtnic z izrazito osebno noto. No, jaz sem sicer Koprčanka in sem samo raziskovala te predele in vedno iskala rada stare starine. Tako da celo so moji otroci rekli, več kot je kamna, bolj so mami všeč. In tako je bila tudi ta hiša, nekoliko manj kamna, kot so bile ostale, ki sem jih gledala. In tam je ostala v spominu in ko smo začeli zares iskati neko lokacijo, se mi je zdelo tukaj čudovito. V kakšnem stanju je bilo in kako je vaša sestrična pravzaprav se tega lotila, te obnove? Zelo premišljeno. Čeprav je delovalo lahkotno, ampak zelo premišljeno in projekt je zrastel v enem veliko ustvarjalnosti. Hiša je stala enih 8 let, je bila zapuščena, 9-10 let, vendar jim bilo nič urejenega, tako da smo imeli stranišče, je bilo še zunaj. Dvorišče je bilo prekrasno, z starimi hiacintami, starimi violicami, narcisami, pravi tisti lepi kraški vrt, vendar tukaj je bil star hlev, ki je bil neuporabljen in neuporabljan nikdar, in čisto zrušena, tako rekoč štala v zgodovini, konje, ki so bili furmanski, ki so tukaj počivali. Že na prvi pogled se vidi, da domačijo sestavljata 2 ločena objekta. Bredina sestrična je z možem zasnovala 3 bivalne enote. 2 sta v večji stavbi, 3. pa v manjšem objektu, ki stoji ob vaški poti in zapira Borjač. Slednji objekt je namenjen bivanju gostov, medtem ko si večjo hišo delita Breda in lastnica. V njej sta spalnici, velik bivalni prostor in skupna kuhinja z jedilnico. Omenili ste nam prej, da pravzaprav je veliko notranje opreme pripeljala s seboj. In če sem si prav zapomnil, tisto, kar pa je recimo izdelano po meri, je bilo pa narejeno tukaj v Sloveniji za našimi ljudmi in z našim materialom. Hiša je zahtevala veliko tehničnega izvajanja. Je le kamen, je stara hiša, prenova, vse, in to bi trajalo 2 leti, da se je to uredilo. Notranja oprema me je pa tudi mene presenetila, kajti prišel je iz Avstralije kontejner, ki ga je pripeljala sem, in tukaj je bila hiša iz avstralskega ali pa pač njenega pohištva iz njenih prejšnjih hiš, ustvarjen, in kot da bi vse pasalo tukaj. Malo, ali so bile mere, ali niso bile mere, ampak vse je nekako pristajalo, vse je nekako se ujelo. Druga obrtniška dela, pa tudi, moram priznati, vse stavbno pohištvo, se pravi okna, vrata, izdelana pri domačih, tukaj brkinskih domačih obrtnikih. Vsi podi, hrastovi podi, stopnišče, tudi z tukajšnjim lesom. Prefinjena izbira materialov in izbor posamičnih kosov opreme dokazujeta, da je lastnica mojstrica svojega poklica. Čutimo žensko roko, ki je znala med stare debele zidove in v nizke temne prostore unesti svetlobo, prijaznost in mehkobo. Zanimive so stene, ki so narejene bile prav po starem, vse premaltano, tako da to je bilo tudi pač projekt cele zime, mazanja in delanja. Tako da moram reči, lepo delano in zaključevano. Ko so se zaključila dela na stavbah, so uredili še okolico hiše. To dvorišče se je pa potem naknadno oblikovalo in se je tudi spremenilo. Teraso smo naknadno naredili, spodnji del, ponovno teraso smo tudi naredili, tako, to je ta vrtnični del, in potem spodnja prosta zelenica, ki je niti zalivana, nič prepuščena naravi. Da lastnica ni ničesar prepustila naključju, se vidi tudi pri odločitvi za barvo stavbnega pohištva. Okenski okviri, naoknice in vhodna vrata niso v kakšni provansalsko modri ali zeleni, temveč v olivno-sivi barvi. Moram reči, meni je zelo všeč bila takoj. Se mi zdi, da je tako malo posebna, oziroma že v samem iskanju ta olivna barva s tem kamnom.
mi smo pač navajeni, da bi bilo to svetlo plavo ali pa ne vem, oranžno ali pa nekaj, kar je. Najmanj pa ne tudi kraško. In ob naročilu same tako malček pogledaš, ampak vendar mislim, da je prekrasen, bom rekla, se ujame z tem peščenjakom, ki ga še imamo in s temi železnimi rešetkami, ki so že obstajale. Vse skupaj je bilo dobro ukomponirano. Tale klop je nenavadna, na kateri sediva. Čigavo je to? Seveda je to zasluga moje sestrične. Moja sestrična je kot notranji opremljevalec velikokrat zelo korajžna. No in tudi tukaj, ko je pripeljala oziroma naročala, je to klop, rdečo klop sredi kamnitega krasa, se mi je zdela čudež. Lepo pa je, zato smo čustveno malo vezani na njo, kajti naročila sta jo še z možem pokojnim, s katerim sta začela in je bila klop tako nekaj posebnega in ko je to prišlo, to rdeča barva na ta, rečemo kmečko za takrat dvorišče, je bilo malček čudež. Je pa res nekaj zanimivega, drugačnega in to sedenje na tej klopci in klepetanje je nekaj posebnega, jo imamo zelo radi. Lahko rečemo, da je tu celota, torej hiša z rožnim vrtom, zares nekaj posebnega.